V veliko veselje mi je, da vas lahko pozdravim na online trening sistemu, skrajšano OTS. Sem Jožica Zore in danes bom z vami delila svoje izkušnje pri podjetju Forever Living Products, v nadaljevanju Forever. V podjetju Forever sem od leta 2000, ko sem v 2 mesecih s svojo ekipo čudovitih sodelavcev postala menedžer in s tem odprla pot Forever Slovenija. Danes bomo začeli s prvim delom izobraževanja. Ker ste z menoj, predvidevam, da že imate informacijo o Foreverju, imate predstavo o velikosti Foreverja, imate izkušnje s proizvodi Forever. Razumeti morate, da je to poklic kot vsak drug poklic in se ga je potrebno naučiti. Naš sistem OTS vam bo korak za korakom pokazal, kaj in kako je potrebno delati, da si zgradiš velik in uspešen posel. Zelo pomembno je vedeti, da je tako osnova kot tudi tajna našega uspeha ničesar drugega kot duplikacija. To pomeni, da vam bomo pokazali in vas tudi naučili vse tisto, kar mi delamo. Potrebno se je samo pridružiti online trening sistemu izobraževanja, kopirati vse to, kar vam bomo priporočili, in nato vse to prenesti na vaše poslovne sodelavce. Spremljati morate izobraževanje korak za korakom, to prenesti na svoje sodelavce in kmalu boste spoznali moč duplikacije. Vi ste že naredili ogromen korak naprej in zato vam želim čestitati. Vi se namreč razlikujete od ostalih ljudi, ki radi samo preizkušajo nove stvari, ne vedo pa, v katero smer naj gredo. Vi ste napravili korak več od povprečnih ljudi. Zavedate se, da lahko samo ena odločitev marsikaj spremeni v vašem življenju. S tem, da ste se odločili, da boste postali uspešni s Foreverjem, si ustvarili veliko in uspešno podjetje, ste naredili velik korak k uspehu, za razliko od večine. Vi ne boste spadali k grupi ljudi, ki samo nekaj preizkuša, da bi videli, ali bodo uspeli. Vi ste sprejeli odločitev. Vem, da bodo situacije, ko se boste spomnili trenutkov, ko ste sprejeli to odločitev, vendar mi želimo, da bo vaša pot brez ovir. Želimo vam dati vso podporo, da boste korak za korakom prišli do res velikih rezultatov. Vendar pa ste vi že naredili največji korak in zato vam še enkrat čestitam. Da bi lahko začeli, moramo najprej razjasniti nekaj stvari. Potrebno je, da se najprej pripravite na uspeh. Čaka vas popolnoma drugačen način življenja, popolnoma drugačen način in stil poslovanja. To bo nekaj popolnoma novega in zagotavljam vam, da boste zelo uživali v tem. Najprej pa je potrebno spoznati bistvo mrežnega marketinga, kot tudi razlike v primerjavi s klasično službo v podjetju. Zato je nujno potrebno, da imate čim hitreje svojo zgodbo, vezano tako na proizvode kot posel. Ko bomo začeli delati, bomo vzeli svoj posel v svoje roke in v tej komunikaciji bo vaše osnovno sredstvo, vaša osebna zgodba. Beseda bo o vaših sanjah in vaših ciljih v tem poslu. Naš končni cilj je postati diamant, naš cilj pa je tudi, da najdemo poslovne sodelavce, ki nam bodo sledili in prav tako želeli postati diamanti. Vzpostavljanje kontaktov z ljudmi bo osnovno sredstvo gradnje našega posla. To je zelo pomembno in potrebno je razmisliti o tem, da bomo dosledni in profesionalni v tem. Spoznali boste, od česa je odvisen uspeh razgovora in kako prenesti ustrezne informacije ustreznim kandidatom na pravilen način. Na OTS vam ponujamo edinstveno izobraževanje, kateremu se morate samo priključiti, mi pa vas bomo učili in vam pomagali, da boste postali uspešni sodelavci. Vsebino izobraževanja morate seveda spremljati v ustreznem vrstnem redu, pri tem delati ustrezne korake, ki vas bodo pripeljali do uspeha. Z vami bomo delili naše izkušnje in spoznali boste stvari, katere mi delamo vsak dan. Zato vas prosimo, da tudi vi delate to, kar delamo mi. To so koraki, katere bomo prehodili za vami.
To so naloge, katere morate tudi vi delati vsak dan, če želite biti uspešni. Prav tako je prav, da veste, da je to pot, po kateri hodimo tudi mi. Nikoli ne bomo od vas zahtevali nekaj, kar ne delamo tudi sami. Trudili se bomo, da motivacijo vseskozi obdržimo tako pri posamezniku kot grupi. Vedeti morate, da je okolje, v katerem ste se sedaj znašli, varno za učenje in delo in da se bomo potrudili maksimalno za to, da se lahko razvijate čim bolj uspešno iz dneva v dan. Naš cilj je, da se vi dobro počutite v Foreverju, saj se tudi mi zelo dobro počutimo v tem poslu. Na tej poti boste deležni vsega spoštovanja, dosegli boste veliko priznanj in občutili boste, da je posebej pomembno to, da vi postanete uspešni. Ni se vam treba ničesar bati. Mi poznamo vse pasti tega posla, na katere vas bomo posebej opozorili, da boste lažje prestali težave. Stalno bomo z vami in vam nesebično pomagali na poti k vašim ciljem. Želimo vas čim bolje pripraviti za to delo, saj je to delo na dolge proge, seveda v skladu z vašimi sprejetimi odločitvami. Ne obljubljamo vam uspeha in bogastva čez noč. Dokler traja učenje skozi vse stopnje OTS, je izredno pomembno, da se držite priporočenih rokov in nalog, ki vam jih bomo dali. Tekom celotnega izobraževanja preko OTS pa morate biti tudi v stalnem kontaktu s svojim mentorjem. Le tako boste naredili velik in uspešen posel. Poleg navedenega se mora sprejeti tudi primerno poslovno obnašanje. Vedno je treba imeti pozitiven pristop, torej imeti pristop zmagovalca. Takšen pristop bo avtomatsko pritegnil uspeh kot magnet, kot tudi bodoče sodelavce, željne uspeha. Nikar ne pozabite, da vam vse, kar vam ponujamo, zagotavlja uspeh na vaši poti in tako boste z vajo in stalno aktivnostjo postali profesionalec. Povedali vam bomo, kaj je za vas pomembno in zakaj je to pomembno. Popolnoma nam lahko zaupate, saj tudi mi vam popolnoma zaupamo. Prišle bodo situacije, ki bodo od vas zahtevale, da zapustite svojo cono ugodja. To, kar ste naredili do sedaj, namreč, da vzamete svoje življenje in svoje delo v svoje roke, da sami razpolagate s svojimi možnostmi, s tem ste naredili največji korak. Nikar ne pozabite, da bodo situacije, ki bodo neprijetne, ki bodo zahtevale, da sprejmete manj ugodne odločitve. Vendar, če ste pripravljeni na spremembe, če ste se pripravljeni učiti, če ste pripravljeni sprejeti informacijo svojega sponzorja, zgornje linije in pisarne Foreverja, ste pravzaprav že obsojeni na uspeh. Prav tako ne zamudite nobenih dogodkov in prireditev. Na njih bomo spoznali vaše rezultate in uspehe, za katere boste prejeli tudi vsa priznanja. Skupaj bomo slavili in počutili se boste odlično. Pomembno se je pogovarjati o tem, kaj se skriva v ciklu našega izobraževanja. Spoznali boste bistvo gradnje mreže, kakor tudi razlike mrežnega marketinga v odnosu na klasičen posel. Morate razumeti, kako zgraditi primerno komunikacijo, kaj pomeni predstavljati sebe v tem poslu. To bo tema vaše zgodbe o proizvodih in o vašem poslu. Pomembna bo tudi zgodba o vaših sanjah, o vaših ciljih in vaših ambicijah. Prvo in najpomembnejše pa je, da v sebi sprejmete pristop, ki bo pokazal na vaše osnovne človeške značilnosti. Tu bo govora o vaši doslednosti, vztrajnosti in formiranju vašega pristopa. Dobrodošlo je tudi, da imate pravočasno občutek za hitrost. Te značilnosti smo izpostavili zato, ker ima vsaka od njih svoje mesto v našem poslu. Doslednost je upoštevanje pravil v našem poslu in eno takih pravil je mesečna aktivnost. To je vrsta aktivnosti, ki jo podjetje od nas pričakuje.
Praktično je to edino pričakovanje, ki v začetku posla nima nekega posebnega značaja. Kasneje je važna aktivnost 4 točk pri doseganju višjih pozicij, ampak vseeno od vas pričakujemo, da se že od prvega trenutka trudite za dosego 4 točk. O tem boste našli tudi prispevek na našem OTS-u. Sicer pa bomo te 4 točke dosegli s koriščenjem široke palete proizvodov Forever. Zamenjali bomo vse proizvode, ki jih uporabljamo doma, s proizvodi Forever in seveda bomo to priporočili tudi znancem. Tako bomo lahko naredili ne samo 4, ampak 6, 8 ali celo več točk prometa. Če pogledate svoje vodeče menedžerje, boste videli, da oni ne delajo samo 4 minimalne točke, ampak veliko več. Doslednost je pomembna tudi pri udeležbi na vseh dogodkih. Če boste to izpustili, je isto, kot bi se odpravili na pot z avtom, ne da bi obiskali bencinski servis. Spoznali boste, da je zelo pomembno tako za vas, kot tudi za vaše člane skupine, da se vse duplira, torej podvaja tudi v vašem poslu. Seveda bo potrebna tudi vztrajnost, saj vam prvi 3 sodelavci ne bodo naredili uspešen posel. Vedeti morate, da ni cilj, da na hitro najdete nekaj ljudi, ki bodo delali z vami, ampak da to, kar delate, delate vsak dan in da to postane vaš vsakodnevni pristop. Trening pa je tisti, ki vam bo prinesel rezultate. Zato je potrebno vztrajati, namreč če boste vztrajali vi, bodo vztrajali tudi drugi v vaši skupini. Spoznali boste, da je to edina možna pot, ki vam bo prinesla resničen uspeh v poslu. Sprejeti je treba tudi dejstvo, da vaša okolica ne bo vedno reagirala tako, kot bi vi želeli. Bodo trenutki, ko se vaš najboljši prijatelj ne bo pridružil k vašemu poslu, ne glede na to, kako močno si boste to želeli. Ali pa se vam bo kdo iz vaše družine celo smejal. V takih trenutkih bo vaša vztrajnost še bolj potrebna, da boste lahko ostali osredotočeni na svoj cilj in svojo prihodnost. Zavedati se je treba, da je prav sedaj najboljša priložnost, da vzamete svojo prihodnost v svoje roke. Da je danes, ne jutri, ne prihodnji teden ali prihodnji mesec, temveč sedaj in tukaj. Zato nikakor ne dovolite, da vas okolica potegne nazaj na nivo povprečja. Če je to vaše stališče do vašega posla in vašega življenja, potem boste lep primer svojim sodelavcem. Sčasoma boste ugotovili, da se bodo premaknili tudi vaši sodelavci in vas bodo kopirali. To pa je vse odvisno od vašega pristopa, če seveda lahko vizualizirate svojo prihodnost, vidite svojo vizijo, vidite svoje cilje. Prav zaradi tega je sedaj to trenutek, ko se morate zavedati, da je ta situacija prilika, da sprejmete svoj posel in s tem svojo prihodnost v svoje roke. Ko boste videli svojo prihodnost pred seboj, bo vaš pristop vedno boljši. Opazili boste, da ste se pripravljeni žrtvovati tudi takrat, ko bo na cesti poledica. In to bo tisto, kar prinaša uspehe zaradi sprejetih odločitev. In kmalu boste postali zelo ponosni sami nase. Če boste namenili pozornost tem lastnostim, potem ste že na dobri poti uspeha. Treba je spoznati in razumeti, kaj je bistvo mrežnega marketinga. Enostavno, gradimo skupino uporabnikov Foreverjevih proizvodov. Tisto, kar lahko nudimo v Foreverju, se ne nudi v običajnih trgovinah ali na tržnici, temveč samo direktno od podjetja s tem, da koristiš člansko izkaznico. To je zelo enostavno in na to se morate navaditi in to je potrebno naučiti tudi svoje sodelavce. Več, ko nas bo delalo, promet 4 točk mesečno, toliko večji, stabilnejši in močnejši posel bomo imeli. Seveda pa bomo imeli tudi veliko več zdravja. To morate usvojiti in to morate prenesti tudi na vaše sodelavce, torej spet duplirati. Forever je globalna poslovna priložnost.
To je posel brez omejitev, to so potovanja in to so možnosti dodatnega zaslužka. Poznate koga v tujini? Razmišljajte o gradnji globalnega posla. Forever funkcionira v več kot 150 državah sveta. Pisarne Foreverja so odprte v vseh državah naše regije, kjer po vsej verjetnosti poznate ali celo imate kakšnega sorodnika, znanca. Pomislite samo na to, da njih motivirate, jih zainteresirate za Foreverjeve proizvode in poslovno priložnost. Pomislite tudi na to, kje širom sveta imate prijatelje in sorodnike in kaj bi bilo, da tudi oni postanejo koristniki Foreverjevih proizvodov in poslovne priložnosti. Imeli bi uporabnike proizvodov po celem svetu in poslovne sodelavce, s katerimi bi lahko zgradili velik globalni posel. To je posel brez meja, ki nam ga nudi podjetje Forever in vsekakor je potrebno misliti tudi na ta potencial. Verjetno ste tudi že razmišljali o tem, kako se vam bo življenje spremenilo kot graditelju mreže v Foreverju. Pogosto poslušam, da zaposleni ljudje težko spremenijo svoje navade oziroma težko izstopijo iz svoje cone udobja oziroma navad, na katere so se navadili. Namreč fiksna plača, običajen poslovni prostor, ustaljen status dajejo velik občutek varnosti. A na žalost vemo, da se v današnjem svetu pogosto oklepamo take lažne varnosti. Ko malo razmislimo, vidimo, da je pravzaprav najvišja stopnja varnosti in samozaupanja dosežena šele takrat, ko vam delo in zaslužek nista odvisna od nekoga drugega, temveč sta izključno odvisna od vas samih, torej vašega dela, vaše pripadnosti in marljivosti. Seveda pa na samem začetku aktivnosti pri Foreverju ne bi nikoli nikomur svetovali, da naj da odpoved v svoji službi. Naša aktivnost je lahko dodatni, sčasoma tudi stalni izvor prihodkov, a v nadaljevanju uspešnega dela v Foreverju pa lahko to postane cilj. Življenje z zelo visokimi prihodki. Sedaj je spet prišel trenutek, ko vam lahko čestitam, ker ste sprejeli odločitev, da ste resneje preučili možnost, ki vam jo ponuja Forever. Pri tem naj še enkrat poudarim, da morate biti pridni in marljivi, biti morate zvesti svojemu delu, dosledni pri uresničevanju svojih ciljev, vse ostalo pa vam bo zagotovil Forever. Potrebno je zgraditi veliko podjetje na dolgi rok, ki nudi varnost in stabilnost. Posebno pomembno dejstvo za vaš posel ima okolica, v kateri delate. In ni vseeno, ali vam okolica daje podporo ali pa vas ovira pri napredovanju, kajti v Foreverju daje moč isti interes. Pomagati čim večjemu številu ljudi, da tudi oni postanejo uspešni. To je magična moč gradnje mreže, ki v Foreverju odlično funkcionira. Ko to dojamete, spoznate, da je vašemu mentorju kot gornji liniji v interesu, da moralno in materialno skrbi, da postanete uspešni. Nikoli ne pozabite, da vam bo to spoznanje vedno dajalo moč. Kadar vam je všeč nek avtomobil ali pa si želite potovati v eksotične kraje, je dobro vedeti, da imate možnost osvojiti spodbujevalne programe. Popolnoma brezplačno, izključno odvisno od prometa oziroma vložene energije je odvisno, ali boste osvojili te spodbujevalne programe. Ko boste spoznali, da na podlagi prometa in zaradi gradnje mreže dobite svojo provizijo in da sami odločate o svojem delovnem času, takrat vam bo postalo jasno, kaj pomeni gradnja mreže. In vsak, ki to doživi, bo gradil mrežo do konca življenja. Če se zavedate, da boste zaradi pripadnosti poslu zaslužili svojo provizijo, šele takrat vam bo popolnoma jasno, kaj pomeni graditev mreže. Razumeli boste tudi, da je res mogoče po 3 do 5-letnem delu doseči nivo prihodkov, ki povsod po svetu pomeni materialno neodvisnost. In to je še ena priložnost, ki jo nudi Forever.
Želim vas naučiti, kako postati profesionalec in delati učinkovito. Prvi korak je razumeti, kaj je pravilna komunikacija. Pravilna komunikacija pomeni pravilno se predstaviti. Slej ko prej morate pokazati, zakaj ste se odločili pri Foreverju, kakšna je vaša slika prihodnosti, kakšni so vaši plani in kako si predstavljate gradnjo svojega posla. Zato je pomembno najti nekaj besed o tem, kdo ste, od kod prihajate, kaj ste doživeli na prejšnjem delovnem mestu oziroma v dosedanjem življenju. Zakaj vam je všeč Foreverjeva poslovna priložnost? Zakaj ste se odločili vstopiti v Forever? Kakšna so vaša pričakovanja, ko je govor o rezultatih? Kdaj ste začeli graditi svoj posel s Foreverjem? Kdor se nauči pravilno vprašati in zna dobro prisluhniti, si bo izgradil ogromen tim sodelavcev. Ko razumete odgovore na predhodna vprašanja, pomeni komunikacija z drugimi komunikacijo o izdelkih, o poslu, o življenju, o prihodnosti ljudi v vaši okolici. To ne pomeni, da morate takoj stopiti pred kamere, napraviti svoj videozapis. Sigurno ima kdo v vaši zgornji liniji kakšen video, ki vam ga bo posodil, da ga boste lahko uporabili kot orodje pri svojem delu, dokler se seveda tega ne naučite sami. Oddahnite si, ko pride vaša prva izkušnja, prvi rezultati, takrat boste tudi vi lahko naredili svoj video. Video, s katerim boste lahko prikazali svojo zgodbo uspeha in svoje poslovne rezultate. Ko spoznate, kakšne izkušnje ste pridobili z izgradnjo mreže, to praktično pomeni že pol uspeha. Nikoli ne smete pozabiti, da je bistvo vašega uspeha pravzaprav v vaših uporabnikih, v vaših poslovnih partnerjih, ki se vam ne bodo pridružili zaradi podatkov o prometu, zaradi odlične statistike Foreverja, ampak samo zaradi vas, če boste seveda znali prenesti dejstva na odgovarjajoči način. To pa pomeni svojo zgodbo povedati iskreno. O tem smo govorili malo prej in ponavljam, da je izredno pomembno, da imate svojo zgodbo, tako glede proizvodov kot poslovne priložnosti. Pomembno je, da vsak, s katerim se pogovarjate, razume, kaj je vam prinesla izkušnja z nekim proizvodom in tako vidi in razume, kaj vam daje Forever. Kakšna je vaša slika o vaši prihodnosti? Iz nje mora biti razvidno, da veste, kam greste. Najpomembnejše namreč je, da točno veste, kam greste in da to znate predstaviti drugim. Resno razmislite o teh besedah, najdite čas, da se naučite predstaviti sebe in pokazati svojo vlogo v Foreverju. To bo tisto, s čimer komunicirate, to bo tisto, s čimer boste privlačili zainteresirane. Morate vedeti tudi to, da v komunikaciji obstajajo izrazi, katerim se je treba izogniti. Naprimer, morda, možno, upam, nekoč in tako naprej. So pa izrazi, katere je treba posebej poudariti, kot napeto, spodbudno, odprtost, možnost, odlično, dinamično, velik promet, varnost, vizija in tako dalje. Očitna je razlika med formulacijo pozitivnih besed v primerjavi negativnih. Ali če povem drugače, kadar niste prepričani v nečem, takrat ne vlivate zaupanja. Svoje cilje morate poznati natančno in jih morate imeti napisane. Na začetku posla veliko distributerjev teh zahtev sploh ne jemlje resno in enostavno mislijo, da to ni potrebno. Saj vendar jaz točno vem, kakšne so moje želje, kakšni so moji cilji in kam grem. Distributerjem se v začetku zdi popolnoma nepotrebno, da zapišejo svoje cilje. Vendar pa kmalu spoznajo, da brez tega ni napredka. Vsi uspešni sodelavci imajo napisane svoje cilje in pišejo jih še danes, iz leta v leto. Vedeti morate, da se pravilno definiran in napisan cilj resnično uresniči. Tudi takrat, ko ne razumete teh zakonitosti v celoti. Zato morate tudi vi imeti napisane cilje od samega začetka v Foreverju. Verjetno ste že slišali za Univerzo Yale.
Leta 1953 so diplomante prosili, naj zapišejo svoje cilje. Samo 3% študentov so zapisali svoje cilje. Na 20. obletnici se je pokazalo, da so ti 3% študentov v življenju dosegli veliko več kot vsi ostali, ki niso zapisali ciljev. To nam pove zelo veliko. Naš potrebuje jasne in čiste slike. Nujno je imeti napisane cilje ali v beležnici ali na plakatu, vseeno kje, ker se sicer nimate na kaj fokusirati. Nimate ničesar, k čemur bi stremeli. Pomembno je, da ima vaša pot smer in da ta smer vodi k točno določenemu cilju, ki ga boste dosegli, če boste delovni. Ko svoje cilje napišete in jih začnete dosegati, bo pravo doživetje opazovati, kako se uresničujejo cilji. Torej uresničuje tisto, kar ste zapisali. Šli boste na potovanja, uresničevale se vam bodo želje, tudi če ne razumete tega, napišite svoje cilje. Ko se usedete in začnete razmišljati o ciljih, nikar ne razmišljajte o ciljih, ki se vam niso uresničili. Nikoli ne razmišljajte o stvareh, katerim se želite izogniti, ker se jih bojite. Vse to pozabite. Edina stvar, na katero se morate osredotočiti, je to, kar si resnično želite. To, kar vas naredi srečne, to, kar vam prinaša radost, neodvisno od strahov, ovir ali okolice. Naredite si skico do najmanjših podrobnosti tega, kar želite in kje se želite videti od zunaj in od znotraj. Če vidite cilj pred seboj v vseh detajlih, vam bo to dalo energijo, ki vam bo potrebna vsakodnevno. Na ta način boste dobili moč, da boste daleč pred tistimi, ki niso pripravljeni na take napore. Uspešnejši od njih boste samo v primeru, če se boste večkrat znašli izven cone udobja. Zato je potrebno o tem razmišljati, se usesti in napisati cilje. Ko pišete cilje, je potrebno poleg vsakega cilja napisati tudi rok. To je časovna opredelitev, kdaj želite, da se cilj uresniči. Naj ponovim, ne odnehajte, če si nekaj res želite. Ne dovolite predhodnim neuspehom, da vas omejujejo. Vso pozornost usmerite v to, kar si želite, kaj hočete. Naj vam ne bo odveč vložiti več truda. Seveda bo potrebno za cilje, ki so veliki, več časa kot za manjše. Zato je potrebno imeti dolgoročne, srednjeročne in kratkoročne cilje. S pomočjo mentorja razčlenite cilje in jih razdelite na dnevne, tedenske in mesečne naloge. Ko vidite sebe s postavljenimi cilji, se boste zavedali, kako vam je potrebna grupa, da se dvignete na določeno pozicijo glede na marketinški plan. Najbolje, da si to zamislite in napišete takoj, ne jutri, ne naslednji teden, ampak še danes. Nikoli ni prezgodaj vzeti življenje v svoje roke, zato začnite z vizijo, s cilji in enostavno prepustite domišljiji prosto pot. Seveda pa je treba imeti vse to napisano. Svoje cilje po pomembnosti. Določite, kaj morate narediti, da dosežete cilje. Določiti morate dnevne naloge. Predstavljajte si, koliko ljudi želite imeti v svoji ekipi. Nikakor pa ne smete pozabiti na izobraževanja, da boste lahko kos svoji nalogi. Merljivost ciljev pomeni, da lahko vsak trenutek veste, kje se nahajate na svoji poti. Poenostavljeno, število vaših točk kaže, kako se povzpenjate po marketinškem planu k začrtanemu cilju. Ko dosežete prvo pomembnejšo pozicijo, a to je menedžerska pozicija, morate vaše srednjeročne cilje razdeliti na kratkoročne cilje. Planirajte, kdaj boste postali supervizor, asistent menedžer ter naprej menedžer. In ta pot bo vaš smerokaz napredovanja. Če boste razčlenili svoj cilj proti menedžerski poziciji, lahko mesečno, tedensko in dnevno razdelite cilje. To pa pomeni, da točno veste, katere obveznosti vas čakajo vsak dan, da bi postali menedžerji. Fokusirajte se na svoje cilje, iz tabele je razvidno napredovanje.
Napredujte korak za korakom in krasno bo spremljati, kako pobirate sadove svojega dela. Ko bo rasla vaša mala skupina in zbirala vse več točk, se boste veselili tudi uspehov sodelavcev. Najdite si cilj, ki vas bo spravil v pogon. Ko prebudite v sebi strast in plamen za cilj, ki vas lahko zjutraj vrže iz postelje, bo to cilj, zaradi katerega ne boste nikoli utrujeni. Vredno je delati za cilj, ki se te dotakne. Zato je pomembno, da imate cilj zapisan, da ga lahko vsak trenutek pogledate. Vsi občutimo to strast in razburjenje, ko pomislimo na svoj cilj. Ko boste to občutili tudi vi, vedite, da je to tisto, za kar je vredno živeti. Cilj, zaradi katerega je potrebno delati, za katerega je treba narediti več. To je cilj, za katerega ste pripravljeni žrtvovati vse. Zato čim prej poiščite moč, ki vas bo spravila v pogon. Zaradi tega boste delali toliko, kolikor drugim niti na pamet ne pride. Zato boste vi tisti, ki bo uresničil svoj cilj, neodvisno od tega, ali vas vaša okolica podpira ali ne. Neodvisno tudi od tega, ali se vam je priključil vaš najboljši prijatelj. Neodvisno od tega, v kateri meri vas podpirajo sosedje oziroma vaša družina. Kajti vaš cilj ni odvisen od njih. Ne govorimo o njihovih ciljih, temveč izključno o vaših ciljih. Zato želim, da najdete svojo vizijo, da najdete svoj cilj. Osebni, poslovni, družinski. Kajti samo on vam bo svetilnik na morju življenja. Da bi dosegli željene cilje in uspehe, morate najprej napraviti red v svoji glavi. Izdelati svoj pristop in prikazati pripadnost svojim ciljem in odločitvam. To pa pomeni ustvarjanje novih navad, ki jih uvajamo vsak dan. Začnimo od najbolj enostavnega, vendar pa najbolj pomembnega. Vsak dan izpolnite svojo dnevno rutino, naredite domačo nalogo. Kot prvo, najvažnejša točka vsake rutine. Uporabljajte čim več Foreverjevih proizvodov. Drugo, napišite svojo zgodbo, s katero se boste predstavili. Ta zgodba lahko traja največ 2 minuti. Ta zgodba naj ne bi vsebovala več kot 6 do 8 točk, v katerih boste opredelili sebe. To je jaz v povezavi s proizvodi in poslom. To bo zgodba, s katero boste komunicirali, in to bo zgodba, s pomočjo katere si boste ustvarili svoj krog znancev in kjer boste našli tudi svoje poslovne sodelavce. Ko boste napisali prvo verzijo svojega predstavljanja, pustite, da dozori. Naslednji dan jo še dodelajte, nato pa jo preglejte še skupaj s svojim mentorjem. In na koncu, treba se jo je naučiti na pamet. Ta zgodba bo najbolj pomembno orodje, najpomembnejše sredstvo, s katerim boste zgradili svoj veličastni posel. Začnite oblikovati mapo s cilji v beležnici in na plakatu. Mogoče je ne boste takoj končali. Mogoče zanjo potrebujete več časa, saj je to resen posel. Vendar bo mapa ciljev tisto, kar vas bo spravilo v pogon. Mapa bo tisto, kar bo pritegnilo vaše poslovne sodelavce. Zato začnite delati že danes svojo mapo ciljev. Napišite kontaktno listo z 200 osebami. To vam bo kapital v tem poslu. Jaz jo imenujem rudnik diamantov. Mogoče se vam bo zdelo 200 imen veliko, vendar ko pomislite na imena v vašem mobitelu, prijatelje na Facebooku, to ni več problem. Sedaj se vam ne zdi nič več velika številka. Videli boste, da je lista znancev neusahljivi vir novih kontaktov. Vedno jo je potrebno dopolnjevati. Pomembno je imeti čim večje število kontaktov. Vaš posel se ne bo razvijal samo s 5, 10, tudi 50 kontakti ne. Vaša pozicija menedžerja se bo zgradila na osnovi neprestanega kontaktiranja novih ljudi na vaši kontaktni listi. Prijavite se na priporočene web strani Foreverja, OTS, Facebook, Slovenija in tako dalje.
Vaš mentor vam bo pomagal, da boste stalno informirani o vseh aktualnih dogodkih in zanimivostih, o vseh pomembnih informacijah, katere morate imeti. Spremljajte kanale, izobražujte se redno, vsakodnevno in bodite odprti novim spoznanjem. Naučite svoje sodelavce, da vas duplirajo, zato prijavite tudi vse vaše sodelavce na vse te informacije. Tako ne boste izpustili nič, kar je za vas pomembno. Ko boste vse to naredili, bodo prvi koraki že za vami. Zagotavljam vam, da boste občutili močno samozavest, ogromno samospoštovanje, ker ste svojo usodo vzeli v svoje roke in tako postali gospodar svojega življenja. Od sedaj naprej so rezultati odvisni samo od vas, od vaše vztrajnosti, marljivosti in od vašega pristopa k poslu. S sprejemom te odločitve boste največ pomagali ne samo sebi, ampak mnogim vašim znancem in prijateljem, kot tudi družini, ki vas čakajo, ker jim samo vi lahko pomagate in pokažete, da lahko tudi oni vzamejo svojo usodo v svoje roke. Počutite se dobro, ne pozabite, da je ta posel enostaven. Za konec naj še enkrat ponovim to, kar sem že večkrat omenila. Poslovna priložnost Foreverja je zelo enostavna. Koristi proizvode, priporočaj proizvode, najdi poslovne partnerje, nauči jih delati to isto in bodi vodja, ki jih vodi s svojim zgledom. Želim vam, da se prepoznate v svoji viziji, da si postavite velike cilje, da boste marljivi, dosledni, vztrajni v njihovem uresničevanju, da sodelujete s sodelavci svoje skupine, da sodelujete s svojimi vodji. Želim vam veliko točk, poslovnih uspehov, radosti in veselja na tej razburljivi poti, ki se imenuje Forever. Srečno!